Severovzhodna Slovenija in slovenske ljudske pravljice. Severovzhodna regija se nahaja ob meji z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. V severovzhodni Sloveniji se ljudje veliko ukvarjajo s kmetijstvom, sadjarstvom in vinogradništvom. V mestu Maribor se nahaja najstarejša trta na svetu, ki je stara več kot 400 let. V tem delu Slovenije pa se nahaja najstarejše mesto v Sloveniji, Ptuj. V času pusta imajo na Ptuju največji slovenski pustni karneval, ki se mu reče kurentovanje. Najbolj značilen pustni lik je kurent oziroma korant. Reka Mura je edina reka v Sloveniji, ki poganja stari rečni mlin. V tem delu Slovenije je veliko termalnih kopališč in zdravilišč. Tradicionalne jedi tega območja so prekmurska gibanica, ptujski luk, bujta repa, bograč, prleška tünka ter pohorska omleta. Mojca Pokrajculja. Mojca Pokrajculja je zmetala hišo, ko je med svojimi zmetmi našla dinarček. Zim je šla, pa si je kupila renglico. Večer je splezala notri vujo, se vlegla doj pa zaspala. Vun je bilo resen mrzlo, šel je sneg. Mojco Pokrajculjo je zbudilo razbijanje po vratih ene hišice. Kdo je vun, je pitala. Jaz sem, lisica. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, daj spusti me notri k sebi. Vun je veter, pa mrzlo je ko pes. Zmrznala bom, če me ne vzameš notri, je jamrala. Mojca Pokrajculja se ni dala kar tak in je rekla. Če kaj veš, ti odprem, drugače ne. Šnajderica sem, je rekla lisica. Mojca Pokrajculja je spustila lisico notri v renglico. Vlegle sta se doj, pa jih je takoj svalila. Še prej, kak sta se folgale prvič obrnati, pa je že pali trkalo po vratih. Ko je Mojca Pokrajculja pitala, kdo je od vuni zajamralo. Joj, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, vun je tak mrzlo, pa še sneg gre, jaz bom hinut od tega mraza. Vuk sem, zvučeni mesar. Dobro, ker nekaj veš, lahko priješ k nama, mu je rekla Mojca Pokrajculja. Ofnala je vrata, pa spustila vuka notri v renglico. Iz spaja jih je hitro pali zbudilo jamranje. Joj, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, odpri mi. Vuni piha, sneg gre, jaz medved pa bom zmrznil, če me neš spustila notri k sebi. Kaj pa veš? Je tudi njega pitala Mojca Pokrajculja. Šoštar sem, je rekel medved. Mojca Pokrajculja mu je odprla vrata. Nes pa celo noč gleda nebo mira, se je jezila Mojca Pokrajculja, ko je že pali čula trkaje pa jamraje od vune. Joj, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, spusti me k sebi, ker bom zmrznut v vune. Kdo pa vsi, pa kaj veš napraviti? Je pitala gospodinja. Zajček sem, šivljenka krojač, je bil njegov odgovor. Tak je te še zajček dobil svoj plac pod renglico. Mojca je imela vsega že resno pun kufer, ko je od vuni pali nekdo poružil po vratih. Joj, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me notri, ne morem več držati tu vuni v tem snegi pa vetri. Bil je srjak in tudi njega je Mojca vzela notri, ko je zvedla, kaj je zvučeni drvar. Končno so vsi lahko v miri zaspali. Jutro je Mojca svoje spajače takoj poslala na delo. Vuk je poskrbel za dobro večerjo, ker je zrihtal več pajev čebel, jih lepo otrebo, med pa spucov pa spravil v pisker. Skuhali so si večerjo, pa se lepo spravili spat. Sredi noči pa kar naenkrat lisica začne jamrati. Jezus, Jezus, kak mene boli trebuh. Mojca Pokrajculja je rekla. Idi v kuhjo, pa si skuhaj kamilice. Lisica se je stanala, pa šla v kuhjo. Komaj so vsi nazaj zaspali, pa je lisica že pali začela jamrati. Tak dolgo, da jo je Mojca pali poslala nazaj v kuhjo po kamilice. Tak je šla lisica tisto noč 3-krat v kuhjo po čaj. Pa ji ni v bistvu čista nič falilo, pa tudi čaja si ni kuhala. Po večerji je videla, kam je Mojca pospravila med in ga do jutra do kraja polizala vun, prej kak je lahko končno zaspala. Vjutro je Mojca Pokrajculja pali vse poslala na delo, lisici pa je rekla. Ti šnajderica, ki si bila po noči bolana, pa nisi mogla spati, lahko zdaj še malo duže poležiš, kaj se spočineš. V kuhji pa je ta cajt nastala prava galama. Ti si vse polizal vun, ne sem bil jaz, ti si bil, priznaj.
Tako so se vsi drli en čez drugega. Mojca Pokrajculja pa je rekla: Med je mogel vkrasti nekdo domači, ker drugi ni še niti vedel zajega, pa niti ne bi mogel v pisker, ker so bila vrata celo noč doj zaklenjena. Da bi skužili, kdo je kriv, je Vuk predlagal, da se vsi vuni vležejo doj na sonce z odprtimi ustmi. Tisti, ki je pojel med, mu bo toti ziher prilezel nazaj po kapu ven z ust. Evo, točno tak, vsi se lepo pred renglico doj vležejo, no travo pa zaspijo. Lisici pa ni bilo čisto vseeno, ker je vedela, kaj je ona kriva, zato je ostanala po konci. In evo, resen ji je med prilezel iz želodca pa kapo doj na travo. Hitro se je zbrisala, pa namesto sebe namazala okoli vuz z medom zajca, ki je spal poleg je. Potlej pa je tudi ona lepo brez skrbi zaspala. Zbudila jo je palec celega lama. Ostale živali so se tecajt zbudile pa videle, ker se zajci cedi med okoli gobca. Začele so brez milosti tučti gor pojem. Polamali so mu že cele prve noge, prej kak je zajec folgo vujti. Vsi ostali so leteli za jim in Mojca Pokrajculja je palje ostala sama svoja renglica. Zajci niso polamane noge nikdar več do kraja zrasle, zato ima še zdaj prve noge krajše od zadnjih.